Dragi obiskovalci, dragi gostje, lepo pozdravljeni, dragi sogovorniki. Torej, pogovarjali se bomo o tej knjigi, ki ste si jo verjetno ogledali, jo morda tudi že poznate, torej Kdo smo? Ilustrirana zgodovina slovenstva, avtorja Andreja Pleterskega in avtorice ilustracij oziroma spremljevalnega stripa, lahko potem še rečemo, kakšna točno literarna zvrst bi to lahko bila, Janje Richter, ki sem se jo zelo veselila spoznati, ampak verjetno je ni tukaj z nami, če pa je, bi jo verjetno tudi kaj vprašali, ne? Ampak je že tako, da ljudje, ki ilustrirajo, slikajo, se radi nekam skrijejo, sem zdaj že dobila ta občutek. Torej, nocojšnji razpravljavci so seveda avtor knjige D.D.D.R. Andrej Pleterski, zgodovinar, arheolog, etnolog z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Poleg mene Igor Pribac, filozof, doktor Igor Pribac, filozof, sej potem ne bomo s temi, če se strinjate, vsemi akademskimi nazivi, ker ga jaz nimam in sem seveda zavistna. Potem doktorica Svetlana Slapšak, literarna zgodovinarka, antropologinja in klasična filologinja. Gospod doktor Anton Perdih, kemik, pred upokojitvijo univerzitetni profesor na Fakulteti za kemijo, po upokojitvi pa raziskujete torej predvsem na področju izvora Evropejcev. Bomo slišali tudi vašo teorijo. Opravičil se je gospod Peter Kovačič Peršin zaradi slabega počutja, ampak imamo 4 imenitne sogovornike, sem prepričana, da bomo vsaj delno skušali pokriti tudi ta manko. Torej, dober večer še enkrat. Morda za začetek, da se malo ogrejemo. Me zanima, dragi sogovorniki, kakšen je bil vaš prvi vtis, ko ste dobili v roko to knjigo, ne? Jaz recimo sem najprej dobila knjigo in potem sem skušala odkriti, kako se jo odpre in kje kaj piše in kako piše. In ko sem to potem odkrila, ne, tudi z navodilom, da je necenzurirano samo za odrasle in otroke v spremstvu staršev, sem se potem zamislila nad to zadevščino tukaj in sem potem razmišljala, je to morda, ne vem, čarovnikov klobuk, ki mora razne stvari pričarati, ko govorimo o zgodovini narodov in narodnosti, ali je to, ne vem, mogoče nek talilen lonec, je to nek vulkan, ni mi bila jasna smer, v katero gremo, iz katero vse prihaja, ali pravzaprav vse tja notri izginja. Torej, mogoče bi kar vas, gospod Pleterski, za začetek prosila, vem, da je miselni oreh, ne, ampak tudi, ko ste vi prvič videli to ilustracijo, ste najbrž na nekaj pomislili. Ja, zdaj vaša opažanja so seveda popolnoma pravilna, ne. Zdaj prvi namen je bil ta, da pripravi bralca do tega, da je to knjiga, ki jo je treba vzeti v roke z razmislekom, ne. In moram reči, da je bilo to tako dobro narejeno, da celo prvič sem se sam zmedel, ker nisem vedel, kako jo je treba prijeti. Torej ta nenavadna črna luknja, ki jo nekateri vidijo kot črna luknja, je morda ne najbolj posrečena likovna rešitev ideje ustvarjalnega vrtinca. V nekaterih kozmologijah je vrtinec tisti, ki pravzaprav ustvari svet. In v tem smislu sem si pač zamislil, da vse te zgodbice, ki se tu zdaj izlivajo v ta ustvarjalni vrtinec, na koncu privedejo do tega, kaj smo mi danes Slovenci. To je bila pač ideja te naslovnice. Ok, bi morda tudi drugi sogovorniki delili z mano, mislim, katere so bile vaše prve misli, ko ste videli to knjigo? Prosim, gospa Slapšak. Jaz sem z ogromnim navdušenjem pograbila knjigo in prav na glas rekla, končno. Končno je naresna knjiga o poreklu. In seveda, kar se tiče interpretacije, razen nekaj, ki je niti morda ne smemo menjati, to je straniščna školjka, so predvsem me je to spomnilo na trobento, na instrument, na akustični efekt te knjige, ki jo morate brati na glas v družbi, najboljše v družbi, ne, ker takrat ima največji efekt. Zanimivo. Gospod Pribac. Ja, tudi jaz sem pravzaprav imel podobno zmedene občutke, tudi glede samega že odpiranja, razbiranja, smeri branja in pravzaprav tudi potem, ko sem knjigo začel prebirati, se je neke vrste spopad z dešifriranjem
njenega koda, njenega torej, načina pisanja, načina spremljanja snovi, na vse zadnje celo tega, ali jo moramo brati dva stolpca, ki se pogosto pojavita paralelno, ali jih moramo brati vertikalno. Tudi s tem se je bilo treba na začetku kar resno spopadati in na koncu sem ugotovil, sem prišel do sam sebi, sem si dal ta odgovor, da je pravzaprav vse to bil namen obeh avtorjev, da sta nas v resnici vprašanje oziroma odgovor na vprašanje, kdo smo, zapletla z mnogimi, bom rekel, stopnicami, mnogimi orehi, ki jih je treba streti, s tem pa nakazala pravzaprav, da gre za na nek način neko težavno vprašanje, ki morda sploh nima dokončnega odgovora. Prosim, gospod Perdih. Hvala. Ja, moj prvi vtis je bil črna luknja, ki požira vse, kar pride dovolj blizu. Ampak potem sem se spomnil pa na misel, kaj pa če bi Hawkins razmislil še en korak naprej. Mogoče je bila pa to ena ogromna črna luknja, ki jo je razgnalo in je potem nastalo naše vesolje. Naslednji vtis je bil pa, to je pa podobno ustju trobente. Treba pogledati, če pride ven kakšna prijetna melodija. In je prišla. Dobro, odlično. Imamo super sogovornike. Verjetno, če bi zdaj vse vas vprašali, kako razmišljate o tej naslovnici, bi ne dvomim vsak imel neko svojo zgodbo. Jaz bi začela vprašanje, torej to današnjo razpravo z skupnim prostorom. Torej skupnim prostorom in narodom. Vprašanje etnogeneze slovenskega naroda, kot je zapisal sam gospod Pleterski, je bilo seveda zelo živahno obravnavano prav v času 80-ih let, nekako v času pred osamosvojitvijo. Ta preizpraševanja so bile takrat posebej glasna, pa tudi polemična. Posebej teorija, da smo Slovenci potomci Venetov. In zdaj, če sem vas prav prebrala, ste tudi vi v bistvu to prvo verzijo te knjige, ki je izhajala v Podlistku, tudi napisali kot odgovor na takrat zelo odmevno teorijo. Torej, za začetek bi vam rada tako podala nekaj vprašanj, o katerih, prosim, razmišljajte. Torej, ali narod po definiciji potrebuje neko ozemeljsko kontinuiteto? Torej, ali narod misli, da potrebuje ozemeljsko kontinuiteto, iskanje teh nekih prastarih povezanosti, domnevnih prastarih povezanosti s prostorom, v katerem zdaj živimo? Zakaj je to potrebno? Zakaj potrebujemo to zavest, da smo staroselci? Tudi kadar recimo velik del znanosti trdi in razlaga prav nasprotno. Ali gre v našem primeru tudi za nek podzavestni problem s slovanstvom, ki je v nekem določenem trenutku pač smo iskali neko nadomestitev za to slovanstvo oziroma so iskali? Ali gre pri tem za postavljanje meja svojim sosedom in morda nek obrambni zid proti ozemeljskim zahtevam recimo sosednjih narodov? Ali pa gre za nekaj čisto drugega? Torej, zanima me vaša diagnoza, pa najprej prosim dajem besedo doktorici Slapšak. Meni se zdi, da je ozemlje popolnoma nepomembno, ker seveda so nomadske skupine in nomadski narodi in nomadske kulture, ki jih je kolikor hočete na celem svetu. Na drugi strani pa ozemlje je sigurno izjemno pomembno enkrat, ko je nekaj stabilnega časovnega obdobja, potem pa res na osnovi ozemlja zaključimo, kaj so človeške aktivnosti, tudi če ni veliko ostankov klasičnih idej o tem, kaj ostane, kaj je predmet in tako naprej. V neinvazivni arheologiji je prostor tisto, kar je najbolj pomembno. Raziskovanje prostora je najbolj pomembno, da odredimo, da nekako določimo prostor življenja, navade, obravnavo zemlje in tako naprej in tako naprej. Torej, ja, ozemlje je izjemno pomembno. In seveda, končno, s pismenostjo in kulturo pride tisti imaginarij ozemlja, ki je morda zavzel vse ostale pomisleke o ozemlju in je danes prevladajoči.
to so tisti pojmi o lepoti našega ozemlja. Kri in gruda. Torej, tako, seveda, to je pač tisti dodatek, ki se ga nikakor ne moremo znebiti, niti ni potrebno, ko proučujemo kulturo. Ampak ko ta kulturni, če hočete, dodatek pride v diskurs politike, je posebej nevarna. Jaz se bojim vsakega politika, ki trdi, da je ta dežela lepa. Ali pa da obstajajo pradavne vezi z nekim teritorijem. Gospod Pribanc. Vprašanje, prosim, da. Pravzaprav ves ta sklop vprašanj, ki sem ga postavila na začetku, vas prosim za v bistvu razpravo na to temo. Jaz se pridružujem temu mnenju kolegice. Ne zdi se mi, da je prostor kakorkoli bistvena določilnica naroda. Pravzaprav sploh ne vem, če bi se strinjal, da je določilnica, rekel bi, da je sicer prostor nekaj, v kar narod kot predvsem ali povsem kulturna entiteta vloži svojo manifestacijo, postane njegova manifestacija, ampak ne pa, da je to sposobnost manifestiranja svoje kulturne identitete nekaj, kar je pogojeno s tem prostorom. Res je seveda, da se v Sahari ne moreš izraziti z ledom, in obratno, na severnem polu ne s peskom, ampak to so, kako bi rekel, limitacije prostora, ni pa res, da je kulturna identiteta prostorsko določena. Odkot potem izvirajo ti poskusi, da se kar naprej išče, torej staroselce, ljudje, ki so bili pred nami, odkot izvirajo te tendence ljudi, ki želijo biti avtohtoni na nekem ozemlju? Iz tega, ker prvič res je, hočemo, torej interes raziskovanja preteklosti je po mojem mnenju res motiviran s tem, kar je postavljeno tudi naslov te knjige, namreč, da nam ponudi nek odgovor na vprašanje, kdo smo. Verjamem, da je zgodovinopisje intimno, psihološko motivirano z raziskovanjem tega vprašanja. In to vprašanje seveda ima neko zvezo z iskanjem vzrokov, starši, stari starši in potem, ko se družinski spomin izgubi, iščemo pisne vire, iščemo nekaj, kar nas bo popeljalo dlje v preteklost in na ta način skušamo najti neko nit, ki bi nas utrdila v svetu. Hočemo najti sidro, ki nas nekako poveže z tokom stvari. Ampak seveda to iskanje se, po mojem, mislim, da bomo imeli priložnost to razviti v nadaljevanju, na nek način obsojeno na neuspeh. Sploh pa to prostorsko sidro, ki ga zdaj iščemo. Gospod Perdih, vi imate tu nekoliko drugačne oziroma precej drugačne poglede. Pa me zanima, kako vi razmišljate o teh vprašanjih. Ja, seveda. Jaz sem srečal veliko ljudi, ki so jim bila ta vprašanja pomembna. Meni je bilo pomembno samo, kako je v resnici bilo. Samo to. In to poskušam ugotoviti. Povejte nam, prosim, kaj o tem, da bomo razumeli. Zdaj, seveda, vaše delo je razmeroma kar poznano v Sloveniji. Lahko smo brali z vami intervjuje, poslušali razpravo v Državnem svetu, spremljali odzive na eno in na drugo, ampak morda za vse, ki tega niso brali, nam lahko v nekaj stavkih pravzaprav razložite, torej, kdo smo. Težko. Bolje bi bilo, če bi organizirali posebno srečanje, bi mi dali 1 uro časa, da to predstavim z zemljevidi in vsem, kar zraven spada. To bi šlo, da bi pa zdaj na kratko bo torza in za tistega, ki ne pozna tega, mu ne bo nič povedal. Dobro, sprejmemo tudi to, morda pa vendarle med debato izvabimo še kaj o vaših pogledih. Žal mi je, če se pač ne da to seveda v nekaj minutah predstaviti, ampak razumem. Gospod Pleterski, to so pričakovani odgovori, kaj ne? Ja, to so bolj ali manj pričakovani odgovori. Zdaj sogovornike sem izbral namenoma tako, da imajo zelo različne poglede.
da v marsičem razmišljajo drugače kot jaz in zdi se mi seveda, da je ravno v tej raznolikosti pogledov pravzaprav tista možnost, da naredimo lahko kakršenkoli korak naprej. Če pa skušam vseeno govoriti na to vprašanje o razmerju, pa ne bom zdaj govoril med narodom kot neko abstraktno skupnostjo in ozemljem, ampak med Slovenci in ozemljem, potem si mirno upam trditi, da Slovenci smo to, kar smo postali točno taki, kot smo v tem hipu, smo postali v tem konkretnem prostoru. Če bi bili nekje drugje, morda niti ne bi postali Slovenci ali pa bi se imenovali kako drugače in bi bili drugačni. Skratka, v tem smislu je neka povezava, je pa potem še nekaj, o čemer seveda v tej knjigi sploh ne pišem, sem se pa do tega pol dokopal v naslednjih desetletjih svojih raziskav, ki so minile pač po času, ko sem v resnici to knjigo že napisal. In sicer to je nekaj, čemur rečem mitična pokrajina. In sicer to je prostor, ki je urejen na način, da pač ljudem omogoča preživetje na neki recimo delno simbolni, delno magični ravni in prostor mora biti pač na ustrezen način urejen, da je do človeka prijazen. Zdaj seveda, in to je neka umetnost, ki so nekoč vladali ljudje po celem svetu, sej katerikoli zdaj, kogarkoli že imenujemo za svojega prednika, je čisto vseeno, ampak ta prednik je to veščino in mojstrstvo zelo dobro obvladal. In to veščino in mojstrstvo je vedno izvedel v tistem prostoru, v katerem je bil. To se pravi, ni šlo zdaj za to, da mora biti točno v nekem konkretnem prostoru, ampak v vsakem prostoru, v katerega je prišel, je vzpostavil ta odnos med seboj in tem prostorom. Skratka, prostor je nekaj, kar je bilo po prepričanju nekdanjih ljudi torej izjemnega pomena za njihovo preživetje. Pa ne mislim tu samo v tem proizvodnem smislu, da tam dobi potem toliko hrane lahko in podobne stvari, ampak zato, da, kako bi rekel, se vsa življenjska energija, ki so pač takrat bili prepričani, da jo dobro čutijo, pretaka na pravilen način. Če ima kdo kako repliko, če želi kdo kaj povedati, prosim, ne me čakati, samo dajte znak, pa vam takoj dam besedo. Ampak tu ob tem bi, prosim. Jaz bi samo opozorila na izjemno hitrost sprememb. Torej, ja, mitični prostor, ampak mitični prostor se ustvari v zelo kratkem času. Imamo ta čisto neverjeten primer izmenjave med Ameriko, tisto, kar smo imenovali Amerika in Evropo, v tem smislu, da so v zelo kratkem času popolnoma spremenili prostor Severne Amerike s tem, da so konkvistadori prinesli semena evropskih trav, ki niso bile prilagojene čeljusti bafala. In potem je bafalo šel na vzhod in se ustvarilo tisto, kar imenujemo prerija. Prerija ni prej obstajala. In so potem domorodci imeli prerijske kulture, ki predtem niso obstajale. Torej, tako mehne, da niti ne govorimo o konjih, ki so tisti, ki so pobegnili, ki so že spet naredili neko obliko kulture in res mitični prostor, v kateri vsi verjamemo, ki je narejen v zelo, zelo kratkem času. Da niti ne govorimo o tem, da so konkvistadori oziroma Evropejci prinesli tudi gripo, ki je uničila polovico prebivalcev. To so druge zgodbe, tiste grozne zgodbe, ampak vsekakor nam ostane to, da je zelo hitro, zelo mehna zadeva spremenila ogromen prostor, ki je danes Severna Amerika. Dobro, če zdaj govorimo o mitičnih pokrajinah, recimo o narodu in mitičnih pokrajinah, kaj je za nas Slovence mitična pokrajina? Ja, tu bi pravzaprav moral pa govorimo o zdajšnjih Slovencih, recimo. Ja, torej ta mitična pokrajina so včasih v bistvu izvajali na, bi danes rekli, področju mikroregije. Obstajala je pa seveda tudi na področju makroregije. Mi smo v tem bolj ali manj pozabili, so se pa nekatere točke te pokrajine v bistvu ohranile skozi čas, ker so le tako močne, da so sicer ljudje potem v njih videli potem nekaj popolnoma drugega, ampak so se ohranile. Zdaj v konkretnostih pa v resnici rabo pa posebno predavanje. Ja, dobro. Jaz mislim, da vsi gosti bi rabili danes posebno predavanje, ne dvomim. Slikami seveda. Slikami seveda.
Jaz mislim, da v imaginariju Slovencev velja so narodotvorni, mitični toposi, tisti, ki jih je kanalizirala književnost, Prešeren predvsem, rekel bi, da Slap pri Savici, Savica, torej Krst pri Savici in seveda spet potem iskanje vzroka nas privede do Triglavskih jezer in do Triglava kot tistega, ki bom rekel, bdi nad in je, ne vem, neke vrste očetovski vlogi do tega, kar se dogaja v njegovem vznožju. Mislim, da so to tisti stvari, ki so postavljene v imaginariju vsakega Slovenca, tudi mene, ki sem se rodil daleč stran od tega sveta in ga z početka nisem poznal, ker sem se rodil v morju. In sem moral s časom ugotoviti, da pa morje gotovo ne sodi v to mitično pokrajino, in neko sankcioniranje tega sem lahko dobil tudi v trenutku, ko smo sprejeli narodni slovenski grb, v katerem je nebo zastopano s 3 zvezdami, zemlja s 3 vrhovi, morje pa z 2 valovi. Ampak kaj pa, ko pride železna cesta v ta mitični prostor, pa pride potem tudi do vašega morja? Ja, železna cesta se mi pa ne zdi, da bi bila prav, bom rekel, povezana z samo krajino, je povezana z premagovanjem razdalj, je povezana z vstopom v neke geopolitične osi in z, ne vem, neko idejo vdora tehnike v prostor, ki ga lahko radikalno spremeni. Sam ne bi pa rekel, da je to del samega, kako bi rekel, fizičnega prostora. Gospod Perdih, kako pa vi razmišljate o tem, zdaj, če smo že pri mitičnih pokrajinah? Imamo Slovenci svoje mitične pokrajine? O tem jaz ne razmišljam. Pač pa sem zelo zadovoljen, da je dr. Pleterski recimo to omogočil izdajo knjige o posoškem staroverstvu. To je nekaj, o čemer v mladih letih nisem nič slišal, samo da je kdo začel nekaj govoriti, kar nisem dojel, so vsi planili po njemu in ga utišali. To se spomnim iz mladih let. Zdaj, ko sem knjigo prebral, pa vidim, da je morebiti naša domačija zidana v Tročan, od katerega eno sleme gleda proti Matajurju, proti kateri gori gleda drugo sleme, sem pa zadnjič, ko sem bil doma, pozabil pogledati. Ampak mislim, da je enemu od vrhov tam nad Volčami, tam nekam je usmerjeno ampak v naši rodbini že najmanj 200 let ni bilo stricev, vsi so pomrli mladi, niso mogli prenašati naprej, tako da do mene ni prišlo nič. Vem pa iz nekaterih omemb moje mame, kako jo je brat strašil, da je moj stric pri mamini strani pa še kaj vedel. Ampak kaj, razen da bo Štokong jo naskočil, ko bo prala perilo pri medveščku, drugega ne vem. Dobro, v knjigi so tudi staroverci, ni zdaj celo poglavje, ampak omenjate pa jih nekje na drobno. Ja, tu so morda omenjeni v enem stavku, ampak se pravi, ta knjiga ima svojo zgodovino, ki seže 25 let nazaj. Če bi to temo obdeloval danes, bi bila to popolnoma drugačna knjiga. S tem, da ne nočem s tem reči, da je to, kar sem tu napisal, nekaj, za čemer ne stojim več, ampak bili bi popolnoma drugi poudarki, bilo bi čisto drugače. Ta knjiga je bila predvsem tudi nek komunikacijski poizkus, ki sem se ga pravzaprav njegovih tudi spolskosti sem se zavedal šele pravzaprav, ko smo to knjigo imeli že čisto v zadnji fazi in ko se je postalo vprašanje sprememb, potem sem ugotovil, da pravzaprav ne morem ničesar več spreminjati. Kajti, ko imate samo besedilo vedno lahko preoblikujete, to ni noben problem, ampak ko potem so na to vpete slike, dodatne zgodbice, ki se pa nanašajo na povsem konkretne dele besedil, to potem pomeni poseg tudi v tisti slikovni del, pomeni, da je treba vse tisto odrezati, narediti drugače. Skratka, tu je en mnogodimenzionalni scenarij, ki
ki ga je potem izjemno težko spreminjati. Tako da v bistvu je bila velika sreča, da sem se te stvari lotil zelo, bi rekel, lahkoverno, v prepričanju, kako je to enostavno. In kot pač pravi tisti vic, kaj ve ubogi otrok, kaj je to 200 kil, ne, se mi je pač posrečilo knjigo speljati do konca, ne, ampak zdaj, če bi jo začel pa čisto znova, pravzaprav niti ne vem, no, bi se mi posrečila ali ne, ampak zato so pač ene stvari so obravnavane, druge pa sploh niso, ne, ki pa se mi danes morda zdijo enako ali pa še pomembnejše od tega, kar tu notri piše. No, ampak zdaj naslonila se bom na to, kar ste rekli o spolskem terenu. Ne. Kje so bile tiste stvari, ki jih zdaj morda čutite kot nekaj, kar bi drugače zastavili ali pa na novo ali pa dodali? Predvsem bi moral najprej uvodoma razmisliti pravzaprav o morda drugačnem namenu knjige, ne? Ker ta osnovna zgodba je v resnici nastala kot polemika z ljudmi, ki so pač zagovarjali to, da so Veneti pravzaprav glavni predniki današnjih Slovencev, ne? In v tej smeri gre potem bolj ali manj vsa ta knjiga, ne? Kar je imelo nek smisel takrat v sredi 90-ih let še, ne? Danes seveda ne več, pač deluje, na nek način deluje, ker je neka celota, ne? Ampak danes bi seveda stvar v smislu drugačen. Nisem pa razmišljal še o tem, kako bi to naredil drugače, ker se mi zdi, da sem verjetno že prestar, da bi tako knjigo pravzaprav ponovil. Še zlasti zato, ker je trajalo 20 let, da sem našel pač ilustratorko, ki me to potem ilustrirala. Vse jaz scenarije teh slik, svoje skice, to sem vse pripravil, ampak potem nekoga najti, ki je imel dovolj vztrajnosti, da te risbice v resnici izriše, to je bil problem. Ne? Prosim, gospod Prebilc. Mogoče imam vprašanje za avtorja, za Andreja, s tem v zvezi. Moram reči, da sem se kar nekajkrat vrnil k samim prvim odstavkom knjige in sem hotel tam, bom rekel, najti odgovore na neka vprašanja pojmovnosti, a ne, kaj je narod, katero definicijo naroda zastopa avtor in pravzaprav ponudi dve definiciji, ki ju nisem znal dobro razločevati. Hkrati se mi je zdelo, da nas je vrgel zelo takole v globoko vodo. Ne? Takoj smo začeli operirati z daljno preteklosti, z nekimi narodi, ki obstajajo pred 1000, 2000, 3000 leti, a ne, narodi, a ne. Običajno to imenujemo ljudstva. Ljudstvo se kot samostalni, kot pojem ne pojavi v knjigi, čeprav vem, a ne, nikoli. A ne, ljudstvo torej ni, distinkcije med narodom in ljudstvom nisem našel. A ne. Sam meni se zdi smiselna, jaz jo uporabljam nekako in jo uporabljam točno v pomenu, v katerem je prej Andrej razložil, da je prostor pomemben za narod. Ne? Torej, ljudstvo se vzame ljudje, ki živijo na istem prostoru, niso pa nujno isti narod. Ne? So lahko govorijo različne jezike, živijo pa v istem prostoru. Recimo, ne vem, Tržaški zaliv, recimo. Ne? Ne vem, zanima me odgovor na kakšnega od teh izzivov, ki so bili zapisani. V bistvu to si je zelo dobro opazil in zdaj moram priznati, da ta knjiga je v tistem trenutku imela še en namen, ne, ki je bil morda bolj prikrit. To se pravi, eno je bil odgovor zastopnikom, torej recimo temu venetske zgodovine Slovencev. Drugo, ne, je bilo pa po drugi strani vendarle neko nasprotovanje tismu prepričanju, ki k nam prihaja delno iz anglosaksonskega sveta, iz Združenih držav Amerike, kjer pač ne čutijo, nimajo občutka neke silne kontinuitete, glede na to, da so vsi potomci priseljencev prve, druge ali pa tretje generacije, da pravzaprav so moderni narodi neka tvorba povsem modernega časa, ki pravzaprav s tem, kar je bilo nekoč v preteklosti, nima nobene resne zveze. Kar se mi je zdelo pa seveda spet neka druga popolna skrajnost. In zato sem tu provokativno uporabil ta izraz narod tudi od vsega začetka. Ne? Zato potem imam tam noter tisto slikico, kjer je vklesano noter v kamnito ploščo, ne, o obstoju narodov že v preteklosti, ne, ker pač
skušam seveda na svoj način, glede tega se midva strinjava, pokazati, da seveda imamo neke globoke korenine, ki se jim ne gre odrekati, ki nam vendarle tudi pomagajo pri neki samozavesti, ki jo rabimo v svojem vsakdanjem življenju. Mene potem, in to lahko povem, jaz sem srečal potem ljudi v poznejših časih, ki so ohranjali svojo družinsko izročilo, bodisi o njihovi družinski preteklosti, bodisi o preteklosti njihovega kraja. In ta izročila so mene šokirala. Recimo, bohinjsko izročilo, ki govori o zgodovini Bohinja, seže v železno dobo, to se pravi vsaj 2500 let nazaj. In to kaže, seveda, to daje tem ljudem jasen občutek, da niso padli iz hruške, ampak da so tam v resnici zelo dolgo časa, vsaj del njihovih prednikov. Ali pa imam pač nekega prijatelja, ker pa njegovo družinsko izročilo seže 1000 let nazaj, njegove družine. To se pravi, to je nekaj, kar ti da nek občutek, da si tu, torej ne samo to, da imaš neke prednike, pa zanimivo, da so ti predniki neki strašno pametni, pa lepi, pa bogati, pa sposobni, pa ne vem kaj še vse, ampak da jih imaš, torej to je ena stvar. Druga stvar je pa ta, ki jo pa smo mi sploh izgubili, ampak gre pa v to smer, o kateri sva z Igorjem danes govorila, to se pravi, ti si govoril o tej medgeneracijski solidarnosti, to se pravi solidarnosti sedaj živeče generacije z generacijami, ki bodo prišle za nami. In sicer gre za to, da ljudje so bili včasih, kar so delali, so bili navajeni delati na ta način, da so razmišljali medgeneracijsko, kajti to je bil pravzaprav tudi način, kako lahko narediš neke stvari, ki jih danes sicer lahko narediš z supermodernimi orodji v kratkem času, včasih si pa ravno tako lahko naredil, samo si pač rabil neke generacije. Recimo, kako spremeniš gozd v travnik ali pa v njive. To seveda danes pošlješ noter, jaz temu rečem, gozdni bramor, torej ena ogromen gozdni stroj s 6 kolesi z delovno roko, ki žaga, lupi, preklada, vozi in tako naprej. In to en človek vam lahko podre v nekaj dneh, torej en cel gozd. In potem pošljete čez nek tako imenovani mulčar, ki ima 600 konjskih sil, ki ima torej železno val z zobmi, ki vse to zmelje in tako naprej, in potem vam povalja vse in vi pridete samo še tja in posejete tisto, kar hočete. Seveda, danes je to možno, ampak isti učinki so lahko ljudje nekoč dosegali skozi več generacij, in sicer glede na to, da je vsakdo, kar je delal z mislijo na svoje vnuke in pravnuke. Ko je sadil drevo, je imel on pred očmi, kako veliko bo to drevo, kam bo padala senca in kje je njihova hiša, a bo to drevo zdaj nenadoma delalo senco, če ga on narobe postavi. In je že takrat skrbel za to, da je drevo posadil na pravo stran. Vedel je, da rabi zaralo pravilno drevo, deblo, ki ima pravilno obliko. Če tako drevo samo ne zraste, vi ga morate upogati, ampak to mlado drevesce, potem čakate naslednjih 50 let, da bo to drevo tako. To se pravi, on je šel v gozd in upognil to drevo za svojega vnuka. In na ta način so seveda oni lahko dosegali vse. To lahko povem kot anekdoto. Pred leti so se pa srečala z nekim mladim možem tam na Bledu in potem smo se pač pogovarjali vsem mogočem, pa je beseda nanesla na to, na kolarstvo, to se pravi izdelavo kolesa iz lesa, ki velja za eno najbolj zahtevnih pravzaprav del z lesom, kolarskih del, ker je, mislim, da 12 različnih vrst lesa, ki moš torej točno poznati te lastnosti lesa, da dobi kolo potem vse tiste svoje prave funkcije, ki morajo biti, te vrste lesa morajo biti torej posekane v pravem času, pravilno negovane. Skratka, to je cel kup nekih starodavnih modrosti. No in med drugim smo prišli do tega, da ena od teh 12 vrst neobhodna je nagnoj.
In pa rekel, in potem sem začel razlagati, kako so dedi sadili za svoje vnuke. Rekel prav, a zato imam jaz toliko nagnoja zraven moje hiše. In se je skazalo, da njegov ded je bil kolar. Ne, prav, jaz sem se pa jezil, zakaj je toliko nagnoja in sem ga šel sekati. Sem rekel, vidiš, to je bila velika neumnost. Tvoj ded se je trudil, da boš ti imel lesko, ko boš rabil za kolesa, ti ga pa sekaš. Ne? To je ta način razmišljanja, ki je seveda povezan tudi s tem občutkom, ko bi rekel, prednikov. Ne? Kajti nekdo, ki čuti svoje prednike, ki začuti, kako so pravzaprav te predniki skrbeli za to, da bo meni danes dobro, jaz mislim, da ta lahko potem tudi razmišlja na ta način, da bo on razmišljal tako, da bo za tiste, ki bodo prišli za njim, tudi dobro. No, in zato se mi zdi, da pač ta občutek vendarle te preteklosti in prednikov, ki jih imamo, je pomemben. Ne? Ampak ali je to tudi že narod? Ali je to tudi že narod? Kako pomembno je to za definicijo nekega naroda? Pravzaprav, ne? Zdaj, če se nekoliko vrnem k temu izhodiščnemu vprašanju, recimo na filozofski fakulteti so nas učili, da narod je pač neka torej zgodovinska tvorba v času in prostoru, torej ima neke skupne značilnosti in tako naprej. Vi, kot je Igor seveda opazil, jemljete narod bistveno širše kot dinamično tvorbo, ne, ki se spreminja in tako naprej. To je seveda vse stvar definicije, modernih definicij. Jaz moram reči, da teh modernih socioloških in vseh drugih definicij pravzaprav ne maram, ker nas vklapljajo v nek način gledanja. Ne. Recimo v zvezi z narodom sem naletel na neko rusko knjigo, kjer nek ruski sociolog razglablja o tem, kaj je narod, pa kakšni so kriteriji za določanje naroda, in tam ima toliko kriterijev in potem toliko presekov teh kriterijev, da pride stotine različnih variant naroda iz tega ven. Ne. Skratka, to je zdaj neko predalčkanje zaradi predalčkanja samega. Ampak v bistvu jaz razumem predvsem, če uporabimo tu besedo narod, ampak to je zdaj vsak si potem predstavlja nekaj drugega, tako kot se je pod Jugoslavijo vsakdo predstavljal nekaj drugega, pa kot se pod Evropsko unijo vsakdo predstavlja nekaj drugega, to je čisto normalno. Gre za to, da ljudje pač vedno živimo v neki skupnosti, v kateri skupno rešujemo svoje eksistenčne probleme, svoje pravne probleme, jo na svoj način urejamo, skratka, v njej deluje neko pravo in kot celota pač si postavlja pravila življenja in tako naprej. Zdaj včasih so bile te enote zelo majhne, ne, zdaj pač postajajo večje. Zdaj te velike danes pač bolj ali manj imenujemo narod. Ne, ampak na nek način po tem funkcionalnem smislu seveda so bile tudi te majhne enote ravno tako narodi. Ne, mislim, po moji definiciji, se pravim, to je zdaj stvar definicije. Če bo nekdo postavil drugačno definicijo naroda, bo narod izpadel nenadoma nekaj povsem drugega. Ampak jaz ga tako razumem. Svetlana in gospod Perdih, morda vidva lahko ponudite kako definicijo naroda tudi na osnovi tega, kar smo pravzaprav prebrali, na osnovi knjige dr. Pleterskega. Zelo težko se na osnovi ene knjige, saj teorij in definicij ogromno, kot je Andrej pokazal. Gre za samo eno pripombo, ki jo moram postaviti, en aspekt identitete, ki je zelo pomemben, in to je jezik. Jezik nima isti zgodovinski korak kot zgodovina. Jezik ima svojo kronologijo, ima popolnoma svoje neodvisne, drugačne zakone, ima svojo regulativo, svoje regulative, odvisno od zelo različnih pogojev. In pravzaprav je zelo težko vzpostaviti kakšnokoli zvezo med narodom in jezikom. Ker obstajajo narodi, ki so svoj jezik posvojili. Narodi, ki so zmešali nekaj jezikov, pa so iz tega naredili svoj jezik. In tako naprej, tako naprej. Govorim, kot da so personalizirani narodi, ampak pravzaprav med jezikom in narodom ni druge povezave, kot je tista povezava, ki je naknadno narejena, da bi odgovarjala recimo kulturi, politiki in na druge načine. Dobro poznam delo svojega kolege in celotne skupine slavistike v Lozani, na fakulteti v Lozani, ki se je posebej ukvarjala z novimi mitologijami oziroma z narodnimi, nacionalnimi miti, nacionalno, to imaginarno zgodovino.
In so obdelali ogromno materijala in ko so ta material pregledovali, je prišlo do splošnega zaključka, da so vse zgodbe zelo, zelo podobne. Da pravzaprav ni nekakšnega vzleta imaginacije, da je vse skoraj enako. Edino so imena, pretenzije, mitski obrazci so enaki, ampak imena, pretenzije in ostalo so drugačni. Cilji so seveda drugačni. Ampak to je neka izjemno dolgočasna mitologija. To je osnovni problem nacionalne mitologije. Tako da v tej luči je zelo težko predvsem misliti narodno identiteto, ne? Ko imate izjemno visoko kulturo, ki si je posvojila jezik druge kulture, ki je medtem recimo izginila. To so možnosti, ne? Te variante, ki smo jim priče, da se iz enega jezika naredijo trije jeziki. In da se potem iz naše zgodovine, ne? Pa se tudi publicirajo leksikoni razlik, da se slučajno ne bi kdo pomotoma izrazil v drugem jeziku in tako naprej. V tej situaciji, ki je seveda nadrealistična in smešna, vidimo šele, kako krhka je ta osnova, imaginarna osnova za nacionalno identiteto. In obenem izjemno trda v diskursih, izjemno ponavljajoča. In pa tretji element, ki so ga moje kolege ustanovile, je nekaj zelo zanimivega in to je točno to, kar se tudi meni zdelo, ko sem to preučevala, da se stereotipi ne ustvarjajo počasi, ampak izjemno hitro. In se tudi zelo hitro zamenjajo. Torej, to je neka dinamika, ki gre popolnoma v drugačnem ritmu od tistih, ki se nam zdijo stabilne, dolgotrajne in seveda dolgočasne. Pa še en element je, kar se mita tiče, to sem vsekakor hotela povedati. Jaz sem prvi moj kontakt s Slovenijo zunaj centra Ljubljane je bil pravzaprav točno to, obhodi po Krasu in beleženjem lokalnih mitov. Tako da je moj prvi kontakt bil prav z mitologijo, ki je recimo na Krasu starejša, sega do antike in tudi prej. Ampak je zanimivo, da je tako raznolika in obenem prepoznavna v recimo strukturalističnih študijah o tem, kaj je pravljica, kaj je legenda in tako naprej. Torej, obenem dinamična in obenem prepričljiva kot osnovno tkivo neke naracije, ki se prenavlja, ki se prenaša. Ne vemo, kdo je posodil, kdaj, od koga in tako naprej. Ne? Torej, vse je lebdeče v nekem smislu v tej mitologiji in pravzaprav je pomembna edino uporaba oziroma danes večinoma zloraba. Torej, iz tega lebdečega stanja poljubno jemljemo elemente, ki nam v določenem trenutku pač in to jaz imenujem miturgija, manipulacija z miti. Tako, ampak dobro, ko ste govorili o jeziku, ne, praktično vseh govorih ob 8. februarju, pa še kje vmes, seveda, kar naprej poslušamo o tem, kako je vendarle slovenski narod utemeljen v jeziku. Ne, zdaj, a je to samo mit ali je to nekaj oprijemljivega, realnega, je to ena od ključnih postavk slovenskega naroda? Svetlana, Andrej? Ja, lahko pa, da ne jemljem. Zdaj imam še eno vprašanje, ampak tudi to o jeziku me zanima, kaj mislite. Jaz si to lahko mislim kot amater. Proučeval pa tega nisem. Ker, kolikor vemo, je bilo več kot 1000 let je že. Ne. Kako je bilo prej, se pa kriva. A za 1000 let je pa vemo? Ja, družinskih spomenikov ni dvoma. In če vzamemo še ustoličevanje, seže še nekoliko nazaj. Drugače pa, če smem na vprašanje o narodu odgovoriti, Seveda. Jaz naroda nisem proučeval. Me je pa jezilo neko neskladno ločevanje naroda in ljudstva. In potem mi je nekdo dal za prebrati definicijo nekega francoskega, verjetno je bil sociolog ali kaj. Ko sem pa tisto prebral, sem malo zamislil, to je pa čisto enostavno. Francoski narod
je ustanovil francoski vladajoči sloj, nemškega nemški, angleškega angleški, španskega španski, mi, ki tega nismo imeli, pa pravijo, da nismo narod. Torej morda ste brali Renana, ki je dejal, da je narod pač vsakodnevni plebiscit? Ne, te pa nisem. Dobro, pač nekoga drugega. Ne moremo odgovarjati. Gospod Pleterski, to o jeziku bi morda še dokončali. Zdaj, če ima prav pokojni Jože Pogačnik v svoji knjigi o Jerneju Kopitarju, potem dejansko smo Slovenci taki, kot smo danes, oziroma svojo politično narodno celoto, ki deluje kot enota, kot enotno politično telo z nekim, če rečem enotnim političnim hotenjem, se boste vsi smejali, zdaj ob vsej tej politični razcepljenosti, ampak vsekakor kot, bom pa rekel, skupnim državnim zborom, je to seveda v resnici kulturni projekt Žige Zoisa, ki pa je izhajal pač iz jezika, te svoje okolice, in je pač na tem ga je uporabil kot kristalizacijsko jedro pač neke skupine ljudi, za katero je pol poskrbel, da je Anton Tomaž Linhart napisal mu zgodovino, da je tudi mu napisal prvo dramo v slovenščini, da mu je Valentin Vodnik pač napisal prve pesmi za Pokušino, in da mu je Jernej Kopitar dal tudi slovnico. In s tem pravzaprav po njegovem tedanjem prepričanju tistega, kulturnem prepričanju tistega časa dal tiste neka izhodišča, ki so potrebna, da se neka skupina ljudi na osnovi nekega jezika vendarle začenja kulturno povezovati. Se mogoče on niti ni imel v mislih, da bo z tega nastalo nekaj takega, kar potem je, ampak nedvomno pač jezik je bil tisto, kar je bila osnova vsega tega. Sej, če gledamo recimo ljudi na Koroškem, zlasti na južnem Koroškem, ki so v zadnjih 100 letih, tako, kar se je dalo opazovati, pač zamenjali jezik, živijo v istem prostoru, se obnašajo enako, so si enako svobodni, kot so bili prej in tako naprej. Skratka, vse, kar so spremenili, to, da so pač pozabili slovensko, pogovorijo samo še nemško. Ampak zdaj v nekem nadaljevanju tega, seveda se lahko tudi zgodi, da imamo nekoga pač, ki se začne potem identificirati na podlagi česa drugega, ne več jezika. Tudi ta možnost obstaja. Skratka, to je neka dovolj gibljiva identitetna osnova, seveda, ki se lahko v hipu tudi, ali pa zelo hitro spremeni, ampak v tem hipu zaenkrat vseeno, pač slovenski jezik je tisto, ki nas dela pač saj še majčkeno drugačno od vseh drugih. Predvsem pa dvojina in še poseben poudarek na ženski dvojini, ki zelo, ko bi rekel, opažam, da se pozablja in izgublja. Ampak to je to, kar nas dela nekaj posebnega. No, ampak to, kar ste govorili, kako je imel Žiga Zois svoj projekt in kako je, se pravičujem, praktično razdeljeval delo. Kaj to pomeni? Da narod pravzaprav naredimo, kot ste vi pisali v svoji knjigi, je Žiga Zois torej se tega zelo sistematično lotil. Kaj nek narod potrebuje za to, da se imenuje narod? Torej, to ni narod, ki izvira iz pradavnine, je navezan neko ozemlje, svojo vero, jezik, okolje in tako naprej, ampak ga nek, zelo razsvetljen, izobražen, dovolj premožen človek lahko postavi kot svoj projekt. Očitno se je stvar tako dogajala, seveda pa na nekih realnih osnovah. On si ni zdaj izmislil tega jezika. Ta jezik je bil tu in bil je tudi že kot pisni jezik, imel že svoje knjige in tako naprej. Vloga Primoža Trubarja je pomembna, da ne smemo pozabiti. Ampak vseeno, če stvar zelo skarikiramo, bi jaz kot očeta Slovencev postavil Žigo Zoisa in ne Primoža Trubarja. Mogoče to malo drugače. Ampak to je pač moje gledanje, mogoče bo drug pač nagleda na to drugače. No, vi ste v knjigi to tako postavili, da pač Trubar je ogromno naredil za široke množice, za razširjanje slovenskega jezika, medtem ko Žiga Zois je pač na tej intelektualni ravni zastavil slovenski jezik. To je predvsem nek vidik, ki v bistvu še ni proučen, ker tukaj gre tudi za vlogo
nemškega učenjaka Šlecerja, ki je naredil veliko kariero potem v Sankt Petersburgu in je imel pravzaprav neke tovrstne poglede, ki jih potem srečamo pri Zoisu. Ne vem pa zdaj, koliko sta bila ona dva v stikih. Možno, da je celo Šlecer to idejo dal Zoisu, ampak to je zdaj zgolj moja delovna predpostavka, ki jo bo treba preveriti. Ne. Ampak ja, torej, danes pač temu rečemo PR, ampak PR dela čudeže lahko, skratka ustvari marsikaj, kar si mogoče ne bi predstavljali. Ne. Seveda pa je to bil zgolj nek začetek, ki je potem pač dobil dovolj neke podpore in vseh mogočih silnic, ki so šle proti nekemu skupnemu cilju, da se je ta stvar razvila do tega, do česar se je. Skratka, zgodovina na nek način ni predvidljiva, to se je treba zavedati. Tako da lahko se morda trudimo, da jo za nazaj vsaj približno razumemo, ampak daleč od tega, da bi prvič poznali vse silnice, še manj pa to, da bi jo lahko predvideli naprej, kaj se bo zgodilo. Če ste želeli kaj dodati, zdaj dodajte. Mogoče lahko. Ja. Narod, kot ga je ustvaril Žiga Zois, potem takem razsvetljenec 18. stoletja in čas, ko so se po prepričanju avtorjev, ki jih sam spremljam in poznam, pravzaprav ustvarili evropski narodi, pa vsaj nekateri narodi. In ustvarili so se res je kot neke vrste projekt, kot politični projekt. In tako kot lahko govorimo o državotvornosti, ta izraz je v slovenščini zelo uveljavljen, seveda po mojem mnenju lahko govorimo tudi o narodotvornosti nekih procesov, nekih ukrepov, nekih literarnih snovanj, ki imajo za namen prav to, da ustvarijo narod. Kaj pa pomeni ustvariti narod, moderni narod? In seveda tu ločimo verjetno moderne narode od tistih, o katerih govori knjiga, ki so... Torej prvi del knjige, ne? Prvi del knjige, ja, bom rekel tako, tisti, ki sega v davnino. No, ta moderni narod je neka imaginarna identifikacijska skupnost, je subjektivna pripadnost posameznikov nečemu, kar bi naj povezovalo ljudi, in ta povezovalni element je lahko sicer različen, lahko jih je več in so lahko različne moči, torej vera, jezik, prehranske in druge kulturne navade, oblačilne navade, ampak v resnici je to bilo potrebno ustvariti, kajti v srednjem veku se fevdalci in tlačani niso počutili pripadnike iste skupnosti, niso delili svojo usodo. Eni so imeli svoj svet, recimo temu modre krvi, drugi pa svet podreditve velikašem. Ta ideja skupnosti je pomenila pravzaprav povezovati visoko kulturo in nizko kulturo, to, da elitni ljudje navijajo tudi za zmago Rogliča na Tour de France, hkrati pa tisti nižji sloji so sposobni prebrati in poznajo največjega slovenskega pesnika, največjega slovenskega dramatika in s tem ustvarijo neko skupno kulturo, ki poveže elite in tiste, ki so bili zgodovinsko gledano elitam podrejeni. Hkrati pa imamo ta element rojstva, torej krvne povezanosti, ki se mi zdi tudi imaginarno pomembna, in jo tudi slovenski izraz narod nosi seboj, tako kot jo nosi tudi latinski izraz in vsi izrazi, moderni izrazi za narod, ki so se oprli na latinski izraz, torej rojstvo, krvna povezava, bratstvo. Ta je v tej ideji, moderni ideji naroda se preprosto razširila, se je malce abstrahirala, se je posplošila in zajela ljudi, s katerimi seveda nismo v sorodu, ampak smo v sorodu duhovno, smo v sorodu zato, ker dojemamo sami sebe kot pripadnike iste skupnosti in delimo usodo tistih, ki se čutijo tako kot mi glede tega.
kajti pripadnost neki taki skupnosti bi naj po prepričanju, po tradicionalnem prepričanju zavezovala vse pripadnike, da to tudi ostanejo in da duh, identiteto, enotnost te skupnosti nosijo in predajo kot izročilo prihodnjim rodom. Torej, duh enotnosti, ne, tega sožitja, ki ga nosimo naprej, to je zanimiva poanta, o kateri lahko še kaj rečemo. Zanima me, zdaj iz teh se bom vrnila k Svetlani, ki se mi je zdelo, je tako opredelila te lebdeče elemente, ki jih poljubno jemljemo in sestavljamo te zgodbe o narodu. Če smo zdaj zelo konkretni, vsi štirje ste prebrali knjigo gospoda Pleterskega, torej, kateri so po vaše v knjigi, pa tudi izven knjige, ti bistveni dejavniki, torej morda zgodovinski dogodki, ki tvorijo to osnovni konstrukt slovenskega naroda. Kako bi morda vi, gospod Perdih, to identificirali? Torej, kako pomembna je zavest o tej skupni zgodovini, te skupni elementi nekega naroda, za katere vemo, mi smo skupaj, torej, ne? Mi smo ta narod, ki je doživel to in to in to, ne vem, katerega stoletja naprej. Jaz se s tem ne ukvarjam. Samo, če se iz otroštva spomnim, so govorili, medroj smo medroj, androj so pa androj. Torej, iz vaše teorije, za katero pravite, da rabimo predavanje, se strinjam, ni nič, kar bi se dalo prenesti v bistvu v to debato, ki jo torej zdaj peljemo. Lahko mogoče bi kdo znal, sam jaz se s tem v to smer se ne trudim. Dobro. Ker mi je pomembnejše kaj drugega prej razčistiti. Aha. Pa to ni tisti trenutek, ko bi morda lahko kakšno stvar tudi razčistili. Dobro. Potem bom zastavila vam to isto vprašanje. Ne? Zdaj, ta skupna preteklost, skupni zgodovinski dogodki. Če se osredotočimo na slovenski narod. Zdaj, slovenski narod. Vemo, da recimo Prekmurci so živeli pod ogrsko krono do pred 100 let nazaj. Vemo, da recimo vi zanimivo pišete o beneškem plebiscitu, ki se zelo redko omenja, ne vem, se mi zdi v slovenskem oziroma ne dajemo mu toliko pozornosti kot Koroškemu bistveno kasneje, v bistvu, ne, mislim, par desetletij kasneje. Kaj je tisto, kar nas recimo skupnega določa, da lahko rečemo, to je pa res od vsega slovenskega naroda, kako daleč nazaj bi v bistvu šli, kaj nas inspirira, kaj je tisto, ne vem, se mi zdi, vsak narod rabi to neke velike trenutke skupnega zmagoslavja ali pa skupnih velikih porazov ali pa, ne vem, morda neki monotoni trenutki, ki tudi kaj porodijo. Prosim, gospod Pleterski, bom z vami začela. Zdaj, če smo Slovenci se začeli resno oblikovati šele od časa Žige Zoisa, imamo pravzaprav razmeroma kratko zgodovino, ne, tudi zato pravzaprav imamo malo dobrih ali pa slabih skupnih trenutkov, ne. To je prednost nekaterih narodov, ki imajo mogoče nekoliko daljšo zgodovino in več tega skupnega občutenja, ampak dejansko edina stvar, ki nas povezuje, je pač to, da govorimo, torej, recimo temu slovenščina, ampak slovenščina spet razpada na 40 narečij, ne, in knjižna slovenščina seveda je neka umetna tvorba, ki jo pač danes za šole pa vsi skupaj govorimo kot nek sporazumevalni jezik, ne, ampak dobro, lahko rečemo, da pač smo jezikovno slovali, to je pravzaprav vse, kar imamo resnično skupnega, vsem ostalem smo si pa strašansko različni, ne. Že v tem, da v resnici, ko vsak govori o svojem, oziroma danes seveda zaradi vseh mogočih medijev in načina življenja se to izgublja, ampak včasih so bile razlike že v govoru, že od ene vasi do druge, recimo, ne, to je bila znamenita vaja, zato izvira to seveda iz Bohinja, ko si šel torej na neko planino in če nisi bil pripadnik tiste vasi, ki je planina pripadala, si moral biti sposoben govora tiste vasi, so te preizkusili. Če si govoril tako kot oni, potem so ti dali za jesti in piti, če pa ne, si moral pa naprej. Ne? Mislim, to so zdaj
Pri nas je mnogo lažje najti razlike, ker jih je nešteto, kot to, kaj nas v resnici povezuje. Ne. No, ampak kako politiki nam govorijo 5-krat na leto, da to, kar nas v resnici povezuje, je naprimer plebiscit. Ne? Torej, o samostojni Sloveniji. To se recimo vedno izpostavlja kot neko tako trdno, čvrsto jedro slovenskega naroda, na katerega se potem naslanja ta nadaljna zgodovina. Ne? A je še kaj takega v zgodovini slovenskega naroda, kar bi lahko rekli, to je mogoče? No, recimo, ena stvar je not, ki sem jaz napisal. Jaz sem ponosen na to, da so bili moji starši del torej Osvobodilne fronte in da so izpeljali dejansko najbolj fenomenalno organiziran narodno-osvobodilni odpor v času druge svetovne kjerkoli na svetu. Danes se seveda govori o vseh mogočih grdih dejanjih, ki so se dogajala v tistem času na eni in drugi strani, ne? Ampak zdaj pa povejte, kdo je bil sposoben postaviti ljudsko gledališče takrat? Ampak bilo je partizansko ljudsko gledališče. To dam zato, ker jaz dan z velikim užitkom vodim svoje vnuke v ljudsko gledališče. Temle v mini teatru imajo prav originalne tiste tudi še nekaj teh ljudke, ljudk. Ja, mislim, to zdaj kaže pravzaprav neko globino tega, ne? Kdo je pravzaprav predvsem tem sodeloval in na kakšen način. Skratka, takrat so ljudje tega prostora pokazali pravzaprav neko neverjetno ustvarjalno voljo do preživetja in tudi sposobnosti. In to mi daje tudi na nek način vero v to, ne, da tudi mi danes smo se sposobni upreti kaosu, ki nas poskuša požleči vase in v nekem trenutku vse narediti iz tega pač nekaj uporabnega. Okay. Osnovna definicija naroda ne govori o tej skupni zgodovinski zavesti. Kje pa jo vi vidite pri Slovencih? Poleg tega morda, kar je dr. Pleterski že navedel. Jaz ne vem. Osnovna druga svetovna vojna nas, spomin na drugo svetovno vojno nas nekako evidentno je razdvajal. Rekel bi celo tako, ne, da smo zlasti srednjeevropski narodi, med njimi seveda vidim tudi Slovence, morda celo v tem pogledu, ki ga bom zdaj navedel nekje v samem vrhu, smo po mojem mnenju zelo zaznamovani s tem iskanjem te identitete nekje v preteklosti, v neki, bom rekel, skupni preteklosti, povezovalnih elementih, identitetnih momentih in tako naprej, ki bi naj bili determinantni za odgovor, kdo smo. Zdi se mi, da to ni tako zelo navzoče tudi v večjih evropskih narodih na Zahodu in seveda bistveno manj v tistih narodih, ki so zaznamovani z tem, da so nastali z priselitvijo v nove dežele. Ne mislim na Združene države Amerike, mislim tudi pravzaprav na južnoameriške države in seveda Kanado, Avstralijo, ki so to najbolj znamenite priselitvene države. Oni uporabljajo neko, rekli bi lahko, tanjšo definicijo naroda, kot jo uporabljamo zlasti, ne bom rekel v Evropi, rekel bom bolj natančno v srednji in vzhodni Evropi, kjer je ta definicija debelejša. Kaj to pomeni, ko rečem tanjša in debelejša? Mislim na to, da si Američan, če preprosto zmoreš se sporazumevati z drugimi, ki imajo ameriško državljanstvo in z njimi plodno sodelovati in če ne nasprotuješ navadam, ki jih tam ljudje gojijo, če torej pustiš ljudi živeti svoje življenje. To je nekako zadosti, medtem ko pri nas so zahteve bistveno višje in nastane seveda zelo hitro tudi debata, kdo pa ima pravico biti pripadnik naroda, sebe imenovati pripadnik naroda in kdo ne. In bom rekel, veliko je takih, ki bi temu in onemu odrekalo, da se razglaša za Slovenca, če tudi tako čuti. In tudi, to je novo odkritje današnjega dne, pravzaprav moja, da odrekajo tem, ki niso po njihovem mnenju pripadniki slovenskega naroda, da bi razpravljali o tem, kaj je slovenski narod. Nanašam se na to, da sem sam objavil uradno sporočilo o današnjem dogodku na Twitterju
in kot odziv na to objavo dobil kar nekaj takih odzivov na njo, ki so rekli, gledajte, ljudje, ki so predvideni kot govorci na današnji prireditvi po svojih priimkih, niso ravno Slovenci in tem ljudem pravzaprav bi moralo biti prepovedano, da govorijo o tem, kaj je to slovenstvo. Najbrž jih je zmotil moj priimek. Ne, pravzaprav tvojega. Horvat, mislim. Ta ni bil omenjen, omenjeni so bili mi, ki smo uradni govorci tule, vsi ostali smo bili omenjeni. Brez izjeme. Jaz imam priimek, ki je pravzaprav se podslabšak, se vidi nekaj na ič, ne? Fantomski priimek. Hotel se povedati to, moramo omeniti neko teorijo, ne, ki je pomembna in relevantna. In zame je to teorija o kulturni identiteti Michaela Herzfelda. Se pravi, da se... Če dovolite. Aha. A je zdaj boljše? Torej, teorija, po kateri on je imel raziskovanja v Grčiji, ki naj bi bila odličen primer za identiteto, zelo mešano in zelo konfuzno identiteto, in ljudje neke skupine, nekega naroda se prepoznajo potem, da prepoznajo ne samo besede, ampak tudi geste medsebojno. In to je ta kulturna intimnost, ki lahko zamenja vse ostalo, duhovne vrednote in ostalo, ne, kar si lahko hočemo zamisliti. Ne. Primer, ki bi ga jaz tukaj navedla, je primer duala. Homer, oziroma človek, ki je sestavil Iliado in Odisejo v Atenah v 6. stoletju kot kulturni program, je menil, da je dual malce arhaičen in ga ne uporablja precej pogosto. In potem dual ostane recimo v tragedijah, v delih, ki jih poje zbor, kot znak arkaičnosti. In obenem je to slovenski znak, jezikovni znak, na katerega smo vsi ponosni. To ne govori nič o starosti grščine in o starosti slovenščine. Govori samo o tem, da jezik res ima popolnoma drugačen ritem, drugačno diahronijo kot zgodovina ljudi. Pa še nekaj, če bi jaz recimo naštela točke, ki so pomembne za slovenstvo, jaz bi sigurno tukaj opisala francosko prosvetljenstvo po francoski revoluciji, potem pa pomlad narodov 848. leta, potem pa travmo Prve svetovne vojne, ki je ukinjala identitet in končno res cvetočo identiteto slovenskega naroda med Drugo svetovno vojno. In kot so prihajali moji kolegi, posebej Francozi, sem jih zmeraj peljala v Lokev, kjer so freske Toneta Kralja, ki so imenitno pričanje o tem, kako narod, bi rekla v tem primeru, doživlja nek zgodovinski trenutek, ki ga ogroža in to temeljno. In ko sem tam pripeljala Jean-Pierre Vernana, ki je en od dveh Francozov, ki je dobil naslov L'ami de la liberté, prijatelj svobode, kar je res bil en najbolj znan in najbolj uspešen komandant Makijev, se je on razjokal in je rekel, da nikjer v Evropi v tem trenutku ni bilo umetnosti, ki bi tako očitno, tako jasno, tako spontano pokazala duh naroda oziroma duh upora. Ker uporniki so bili tudi iz različnih etničnih skupin. In pa še nekaj, kar se mi zdi res pomembno za to obdobje Žige Zoisa oziroma Jerneja Kopitarja, in to je, da Jernej Kopitar ne samo, da je ustvarjal slovenski jezik v določenem trenutku, ampak je to bil človek, ki je ustvaril še en jezik. Srpski. Seveda. Jernej Kopitar bi moral biti srpski svetnik. Ja. Ker je on res, če ne bi bilo njega, Vuk Karadžić bi še leta in leta izgubljal in se ne bi znašal, ker ni bil lingvist, ni bil izobražen. In če ne bi bilo Jerneja Kopitarja, ne bi bilo srpščine nikoli. Oziroma ne bi bilo tako zgodaj, to je pa res sam začetek 19. stoletja. Torej, v tem smislu, to so ljudje, ki so imeli vizije, ki so daleč prekašale meje ene kulture, enega naroda, vsega, kar je bilo mono, vsi so bipoli. In tako razumemo ne samo njega, ampak recimo Rigo Ferejskega,
ki hoče na Balkanu narediti konfederacijo in tako naprej in tako naprej. In seveda nikoli ne pozabiti reakcijo Zahoda oziroma v tem primeru verjetno najbolj travmatično in najbolj zgrešeno identitarno konstrukcijo oziroma naracijo in to je invencija starih Grkov. In povezovanje starih Grkov in sodobnih Grkov in potem seveda v zelo kratkem času zahodne sile pač vidijo, da Grki niso dostojni svojih prednikov in jih začnejo tretirati kot privilegirane, razposajene otroke. Nesposobne vsega, nesposobne, da naredijo republiko in zaradi tega bodo dobili prvo bavarskega in potem pa danskega kralja, kar sami niso sposobni. In tako naprej. Torej, ta kulturni kolonializem pravzaprav se izjemno dobro da pojasniti oziroma argumentirati z Herzfeldovom teorijo kulturne intimnosti. Tako da se mi zdi, da so neki kanali, v katerih recimo razen Benedikta Andersona lahko premišljujemo o nastanku naroda, o potrebah, ki to pogojujejo in seveda o tem, kako s tem manipuliramo. Torej, v bistvu ta tretma Grkov, o katerem ste zdaj govorili, torej ni seveda proizvod sedanjega časa in finančnih, ne vem, vrvic, s katerimi so jih vlekli v zadnjem desetletju, ampak sega pravzaprav že kar daleč nazaj. Ne? Zdaj, Igor je odprl pač to vprašanje, ne, kako se zdaj samo identificiramo in mislim, kako nas identificirajo drugi. Ampak je v bistvu tudi zanimivo to vprašanje samoidentifikacije. Mislim, da je dr. Pleterski nekje govoril torej o tisti steklenički, kako ste že točno rekli, torej če rečemo, da je v steklenički Slovence veliko primesi, ne? Zdaj vi govorite o vselitvah narodov, zdaj kdo je ta Slovenec, ne? Torej, če nismo avtohtonisti ali pa, ne vem, pristaši teoriji Venetov, potem imamo seveda recimo ta vaš pogled na stvar, ne? Ampak dobro, kako se pa mi sebe gledamo, ne? Torej, a se jaz sama lahko deklariram kot Slovenko, če je recimo moj oče se preselil z Hrvaške? Kako me bodo definirali drugi? Kako potekajo te identifikacije, nam jih pustijo? Torej, a se v bistvu se Slovenci, ne vem, se že rodimo kot Slovenci ali Slovenci postanemo? Če seveda nismo čistokrvni, ko mogoče kakšen čistokrvni, ki morda obstaja, ne obstaja, dobro. No, to je zdaj seveda vprašanje, ki se v resnici ne nanaša več na mojo knjigo. Se ne, ampak izhaja pa tudi iz vaše knjige. Delno iz tega, ne mislim, kako jaz na to gledam. Zame je Slovenec vsakdo, ki se deklarira za Slovenca. Ne glede na to, tudi za mene, če je prišel pred 5 minutami, ampak reče, od tega trenutka sem jaz Slovenec in se pač obnaša situaciji primerno, potem je zame Slovenec. Ne? Ampak to je pač moje gledanje na to. Jaz mislim, da to je v veliki meri v tem hipu odvisno pač od neke širine gledanja, od neke tolerancije, ki smo jo sposobni. Jaz mislim, da nek samozavesten narod mora biti sposoben take tolerance. Da tisti, ki je ni sposoben, to pač ni samozavesten narod. No. Jaz sem pač samozavesten Slovenec in me ne moti, če je nekdo bil še pred 5 minutami nekaj drugega, zdaj pa reče, zdaj sem Slovenec in tega trenutka bom Slovenec, zame je. Ne. Dokler se bo pač obnašal temu primerno in dokler bo tako tudi ravnal. Verjetno se s to definicijo absolutno vsi strinjamo, ampak kot je Igor, dr. Pribac malo prej omenil, ne, seveda odzivi na Twitterju so takšni in drugačni in to je, no, vse se strinjam, da morda to ne zasluži obravnave v vaši knjigi, ne, ampak to je realnost, ki jo vsak dan živimo pravzaprav, ne. Ja, torej, se pa seveda s takimi mnenji in ljudmi vsakodnevno srečujemo, ne, ampak zame je to vedno dokaz enega negotovosti tega človeka, no, kakorkoli že. Ne, ker, če bi bil, kdor je v sebi trden, potem mu neka toleranca ni težka. To bom zdaj ilustriral z eno čist drugo zgodbico. Ne. Zdaj se spet vračam k mitični pokrajini in leta 2008 smo imeli v Moščenicah predstavitev, to je bila knjiga Litomirja Belaja, Hod kroz godinu, ki ima seveda tako izrazito mitološko, mitično vsebino in pravzaprav govori seveda
o osnovah staroslovanske mitologije, ne, ki seveda ni krščanska. Ne. Ampak, ko bi rekel, en od najbolj navdušenih govornikov je bil, ne vem zdaj točno, kjer v meniškemu redu je pripadal, ampak vsekakor torej nek redovnik iz Reke, ne, ki je imel torej nek mogočen bas, ne, torej streniran glas, ki je navajen govoriti torej pred katedralo. In je s tistim mogočnim glasom hvalil to knjigo. In potem, ko smo se pogovarjali, ne, pozneje, tam sem se spoznal z nekimi strašno zanimivimi ljudmi iz Dalmacije, s katerimi smo postali zelo dobri prijatelji. Tako bi rekel, to so ljudje iz ljudstva, ki so me pa marsikaj naučili, moram reči. In pa moje vprašanje, kako ti to razumeš, da on kot krščanski duhovnik tako zelo hvali neko knjigo, ki pravzaprav proučuje, zdaj bom pa namenoma uporabil ta izraz, ki se mu sicer izogibam, ker je slabšalni, poganstvo. Ne? Pravi, meni se pa to ne zdi čudno. Ne? Sem rekel, zakaj ne? Veš prav, on verjame in je v sebi trden in zato ga nič ne zmoti prav. Probleme imajo tisti, ki so v sebi negotovi. Ne? In to je odgovor, mislim, ki velja za vsa taka navidezna ekstremna stališča in nasprotovanja. Ne? To se pravi, kdor je negotov v sebi, ta ne more biti toleranten. Da, to je dobra zgodba, ki si jo velja zapomniti. Igor, bi morda vi še kaj dodali na to temo? Samo pravzaprav to, da bi vsako drugačno stališče moralo biti obravnavano kot popolnoma nesprejemljivo, saj drugačno od tega, ki ga je Andrej zdaj predstavil, namreč ob popisu prebivalstva, ne, ko te pa vprašajo po narodni pripadnosti, ne postavijo pod vprašanj v zvezi s tem. Ne vprašajo te, ali znaš slovenski jezik ali ne, ampak to, kar šteje, je tvoja takratna hipna opredelitev. In to je natančno to, kar je zdaj bilo rečeno. Ne? Torej, Slovenec je tisti, ki se čuti Slovenca in to je popolnoma skladno z idejo, da je narod imaginarna skupnost, je nek v resnici nastal je kot verjetno, celo bom rekel takole, verjetno neka moderni narod, ne, kot neka in seveda ideja, da modernemu narodu tudi pripada neka geografska tvorba in politična organizacija, s katere bo zaščitil svojo unikatnost, posebnost na tem svetu in dolgo in srečno živel, a ne, torej država, narod, ki postane nacija in se opremi z vsem potrebnim za to, da preživi, ampak v resnici v tem opremljanju s teritorijem in zaščito je na delo verjetno neka potreba kapitala, trga, ki je potreboval neko stabilnost znotraj nekega večjega okvira, kot je bila le vas ali neko, bom rekel, neko krajevna ekonomija, ki je bila oskih okvirov in malo številna z kupci, z trgom. V trenutku, ko je kapitalizem se razmahnil in je bil sposoben veliko serijske proizvodnje, je potreboval tudi večje ekonomske celote, v katerih bi lahko dobro deloval. Tako je pač nastal verjetno. Tudi to je en pomemben vzvod za to, da so nastali moderni narodi, kot so nastali in rekel bi tudi, da v današnjem svetu prav isti razlog seveda govori o tem, da je narod, tak kot ga zlasti v srednji in vzhodni Evropi razumemo, čedalje bolj anahronističen, ne? Torej majhne celote, ki hočejo zavarovati svojo eksistenco, so lahko ovira neoviranemu širjenju kapitala, uspešnemu delovanju kapitala in v resnici zdi se mi, ne, da pravzaprav, če se zavedamo ali ne, ampak pravkar teče v Evropski uniji pravzaprav nek projekt narodotvornosti evropskega naroda. A ne? Sam razumem projekte, kot so Erasmus in druge projekte evropske gibljivosti, pravzaprav kot poskuse ustvarjanja neke pripadnosti širšim skupnostim, ki so bolj funkcionalne sodobnemu svetu, kot pa
je narodna pripadnost lahko relativno majhni skupnosti. Ne, pravzaprav tudi ta Evropska unija in neka narodnost, ki bi bila evropska, je v resnici, lahko bi rekel, še vedno preozko gledana za to, kako se čedalje bolj svet širi in kako čedalje bolj globalni so učinki naših izbir, naših delovanj, naših ukrepov, kar seveda govori o tem, da bi se morali kot skupnost ljudi čedalje bolj povezovati in da bi morali pravzaprav ta rod, ki sem ga omenil in ki je verjetno neko izhodišče tudi pojmovanja naroda, pravzaprav popolnoma opustiti, tem bolj glede na čedalje večjo intenzivnost in čedalje večjo omogočenost migracijskih procesov na globalni ravni, ne, kajti to so danosti, ki smo si jih ustvarjali z razvojem tehnologije. Dodal bom še to, da seveda v tem okviru, kjer je gibljivost ljudi in seveda kulturnih pripadnosti in njihova hibridizacija čedalje bolj intenzivna v tem svetu, je metafora, kateri se pogosto vračamo, češ iščemo svoje korenine, ki nas ljudi naredi za vegetacijska bitja, za bitja, ki smo vraščeni, kot je bilo rečeno, v nek prostor, v neko prst, grudo, iz katere izraščamo, čedalje bolj za anahronistično. V resnici bi morali to kot po mojem mnenju anahronistično jemati že od takrat, ko smo razglasili idejo človekovih pravic in seveda s tem tudi svobodo, da se vsakdo, tako kot je to nekako za Slovence naredil kot pesniško šalamon, da se odseli od svojega naroda, da se odmakne od svojega kulturnega ozadja. To je v resnici od takrat postalo možno, dopustno, na osnovni ravni nekaj, kar ne more biti več predmet nekega avtoritativnega obsojenja, in danes mislim, da je to čedalje bolj res preprosto. Zelo rada bi vas nekaj vprašala, o čemer bi tudi vi radi kaj povedali. Torej, pri tem razmišljanju o narodu, o zgodovini naroda, mi morda lahko pomagate. Rada bi vam zastavila eno vprašanje, v katerem bi radi razmišljali, o čemer bi radi govorili. Pomagajte mi, prosim. Ni treba vprašanje, bom kar odgovoril. Dobro. In sicer gre za moje opažanje iz otroških let. Tam sem opazil, da so ljudje do tistih, ki pridejo na novo, do neznancev, zelo previdni. Ker so imeli v stoletjih prej slabe izkušnje, kadar je oblast poslala koga tja, so imeli v glavnem sitnosti z njim. Zato so bili do vsakega zelo previdni. Vendar so ga natančno opazovali. In če so ugotovili, da je to dober človek, po njihovih kriterijih seveda, so ga dokaj hitro sprejeli. Če pa se je obnašal kot recimo temu žandar, so se mu izogibali kot hudič križ, če so se mogli. To verjetno velja za vse ljudi, tudi če se bom jaz obnašala kot žandar, bom verjetno imela podobno reakcijo. Ja. Poznam pa ljudi, ki so očitno vsaj furlanskega, če ne italijanskega izvora, ki so bili pa po ne vem kolikem času sprejeti, kot da so domačini. Pa jih je priimek še vedno izdajal, da so od nekod drugod. Zdaj vidimo pa, dobim tu pa tamkajšnji podatek, da so tudi po genetskih podatkih od drugod. Ampak so sprejeti kot del nas. Ko govorite o genetskih podatkih, o kakšnih recimo genetskih podatkih? O kromosomu Y, na primer. Haploskupine na kromosomu Y. To je to, kar vi raziskujete? Ja, to, kar zbiram podatke.
del vaše teorije. A ne? Mislim, mi bi seveda lahko zdaj o knjigi, lahko govorimo pa tudi mimo knjige, lahko seveda še kakšni 2 urci nadaljujemo. Jaz bi predlagala, če ima kdo kakšno vprašanje, za katerega od sogovornikov ga absolutno sprejmemo, kaj ne? Morda bi v bistvu Svetlana se takrat ni vključila v tisto razpravo, ko je gospod Pleterski govoril o tem, da je ta knjiga nastala v nekem drugem času, ne? Da je bila to v bistvu tudi odgovor na tisto venetsko teorijo in tako naprej. Želela sem vas vprašati, kaj vi o tem mislite, kajti ko sem jaz brala to knjigo, pa sem bila recimo nekoliko premlada za tiste venetske razprave ali pa me takrat v tistih letih ni čisto nič brigalo, jaz sem jo lahko brala kot povsem samostojno enoto, nevezano na neko polemiko, ki je potekala pred 30 leti. Kaj pa vi? Meni se zdi, da je ta knjiga bila nujna in da če se avtorju zdi, da je obeležena z določenim časom, določenim obdobjem, pričakujemo, da napiše še eno. Oziroma nam je vseeno, če se nam dopade potem, kaj on misli, v bistvu niti ni tako pomembno. Ampak je še nekaj zelo pomembnega okrog te knjige in to je, da od znanstvenika ne pričakujemo, da je duhovit. In večina znanstvenikov, verjetno vsi ne bodo v svoj CV upisali, jaz sem duhovit. Ker to ni kvaliteta, ki se išče od znanstvenika. Ampak so določeni trenutki, ko je to nujno. Ko pravzaprav ni več argumentov. Vsi argumenti so izčrpani na eni strani in se ne more več povedati ali dopovedati, drugi strani, da pač to ni znanost ali pa ni dovolj znanost in tako naprej in tako naprej. Ostaja samo humor kot orožje. In jaz se spomnim predhodnega primera, ki je bil enako duhovit, ampak nažalost brez stripa. In to je zbornik, ki so ga izdali moji zagrebške kolege v sredi 80-ih, ko je v tedanjo Jugoslavijo prišel šarlatan iz Mehike in trdil, da se Troja nahaja v Gabeli, v delti Neretve, ne? In so ga sprejeli, lokalna nomenklatura ga je peljala naokrog, nekateri znanstveniki so tudi pokimali z glavo in tako naprej. Zagrebški so pa naredili zbornik, ki je bil izjemno duhovit. To je bila ne samo parodija, to je bila groteska, cinizem, ironija, vse, kar hočete. So enostavno dali svojem humorju na voljo. In samo en prispevek je bil resen in to je bil prispevek nekega pomorca, strokovnjaka, ki ni bil niti doktor, niti znanstvenik, ampak je bil pomorec, ker je dovolj kvalifikacija, da se napiše odlična kritika te knjige. To je bila knjiga, Rablejevska knjiga, če hočete, namenjena temu, da se režiš od začetka do konca, tako kot ta knjiga, ne da uživaš enostavno. In to je res edini odgovor, ko ni več možnosti kritike, ko ni več komunikacije. Namreč kritika je možna takrat, ko določen izgovorjen stavek ali tekst ima kvalifikacijo stališča. Ni vse, to je moje mnenje, to ne pomeni nič. Stališče mora imeti določeno strukturo, mora biti zasnovano na slovnici, logiki, retoriki in stilistiki. Tako da brez tega ne gre. Ko neki tekst, neka teorija nima teh vsebin, ni stališče in z njo ni ne dialoga in ni možna kritika. In v tem primeru znanost res mora posegati za drugačnimi sredstvi. In ta se mi zdi absolutno najboljši način. Pričakujete, da bo knjiga doživela tudi kako resno kritiko ali pa nasprotovanje v nekaterih točkah? Ona bo doživela samo resne napade. Na drugi strani pa se mi zdi, da je to idealna knjiga za šolo. Za višje razrede osnovne šole, za gimnazijo, ona bi morala biti čtivo za mlade ljudi, da se naučijo, kaj je distanca, kaj je kritika, da vadijo logiko in slovnico, seveda slovnica je osnova vsega. Tako da ta pedagoška vloga je izjemno pomembna in sem zelo zadovoljna, da sem takšno knjigo videla v Sloveniji. Gospod Perdih, kaj bi pa vi rekli tej knjigi Na pot? Prej na začetku ste izrazili nestrinjanje, s tem, če sem vas prav razumela, z osnovno potjo te knjige.
Kaj pa vi mislite, bo doživela nasprotovanja na tej svoji poti, hude kritike ali bodo ljudje navdušeni? Jaz kot krivovirec bi čisto krivovirsko odgovoril. Prosim. Ampak najprej bi želel od avtorja, da mi pove, ali je res vso vsebino napisal pred 20 leti ali je kaj dodal kasneje. Tu sem pravzaprav dodal samo ta poudarek o Živi Zoisu. No. Hvala lepa. Ja, najprej moram priznati, da sem pri branju te knjige zelo trpel. Zakaj? Ja, kje so že tista leta, ko smo požirali Zvitorepčeve prigode? Zdaj pa prebiranje sličic mi je mnogo bolj mučno, kakor pa na primer branje kakšnega kulturnega genoma. Čist gladko berem, se včasih je treba kaj pomisliti, pa nazaj preveriti, ampak tisto gre, tole mi pa ni šlo. Ja, ampak nekateri moji vnuki, ko so knjigo zagledali, so jo vzeli in se pravi, kritika je grozna. Ja. Bi pa rajši rekel nekaj drugega. Prvič, da je po 35 letih res čas, da se preneha s protivenetološko propagandno vojno. Čas prihaja, ko bi bilo dobro, da se neha dogmatsko gledati na prihod Slovanov v 6. stoletju. Znanostjo se je pa treba kar nadaljevati, ker prej ali slej se bo pokazalo, kako je bilo v resnici. Doktor Pribac, misel knjigi na pot, recimo, vsej marsikdo jo že prebral, marsikdo pa ne. Kaj pričakujete? Jaz sem se vmes domislil tega, na kaj me je knjiga pravzaprav ves čas asocirala, pa nisem znal najti odgovora čisto natančno na to vprašanje, kaj iz moje preteklosti je obudila. Rekli smo, da jo bomo klasificirali, nismo jo uspeli, mislim, kajti dodal bi, rekel bi, da je sestavljena iz dveh niti, ena je tekstovna, zvezna in zahteva od bralca, rekel bi, tudi intelektualno koncentracijo, takšno približno, kot jo moramo imeti, ko beremo slovarska gesla, malo mogoče daljše enciklopedije. Ni enostavno, ni branje za površne ljudi oziroma za odpadni čas, kot rečemo včasih. Nekaj predznanja človek tudi potrebuje, ne? Morda bi manj ustrajal na predznanju kot na koncentraciji, na tem, da pojme, ki se pojavijo mogoče samo enkrat, imena, ki se samo enkrat vendarle zabeležimo, kajti lahko stvorijo neko sestavljenko z vsemi tistimi, ki se bodo še pojavila in nastane neka relativno zapletena struktura tega, kar se je dogajalo na evropskem ali med Uralom in Alpami nekaj tisoč let pred tem. Potem pa je tu to sekanje teksta z duhovitimi oziroma, bom rekel, mogoče ne samo duhovitimi, ampak z ilustracijami, ki imajo tekstovno razsežnost prav tako, ampak tekstovno razsežnost, ki je pogosto neke vrste v nekem divjem kontrapunktu z tekstom, katerega kontrapunkt moramo pravzaprav nekako razvozlati. In so neke vrste uganke. Uganka je med drugim, kako so te tekstovne ilustracije povezane z besedilom. Mislim, da se bralec, jaz moram reči, da sem se veliko časa posvetil prav temu, da bi našel razmerje med tem, kar je sporočilo ilustracije in pa besedilom sam. Čisto povsod ga nisem našla, moram še enkrat odpreti in pogledati. Jaz sem našel nekaterih več kot enega, skratka, to je narejeno je na način uganke. No, zdaj lahko povem,
na kaj me pa spominja? Nekaj, kar je bilo v mojem otroštvu povezano s precejšnjim veseljem. Rad sem to počel, rad sem tekmoval, rad sem se udeleževal vesele šole pionirskega lista tedanjega. Tam sta nastopala nek kavbojc in nek indijanec. Kavboj Pipec in Rdeča pesa. Kavboj Pipec in Rdeča pesa in sta razlagala to, kar je bilo tekstovnega v vprašanju, ki je bil zastavljeno. In mislim, da je to, moj odgovor na to, kako bi žanrsko opredelil to, kar je naredil. V resnici je ekspandiral tisti model v obliko knjige. Še vedno ne vem, kako bi se to sicer poimenovalo, ampak nekako sam pri sebi sem prišel do enega odgovora, s katerim lahko živim. In ja, če bo pri novodobnih osnovnošolcih na višji stopni sprožila takšno zanimanje, kot ga ste ga meni tisti teksti in komentarji Kavbojja Pipca in Rdeče pese, pa mislim, da je bil še ena tretja figura tam, a ni bil še? Da se ne spomnim. Mislim, da ta dva sta bila kar glavna. Ta glavna sta bila kar glavna, simbola vesele šole, potem je gotovo knjigi namenjen uspeh. Verjamem pa, da bo šla komu v nos in da bodo tudi polemični odzivi. Namreč, seveda, pri samem pisanju se bo treba odločiti prvič, komu je to namenjeno in odločiti se, ali stvar naredi tako, da bo všeč vsem, ali pa se mi na to ni treba ozirati. Potem sem se odločil, da ta knjiga ne bo všeč vsem. To mi je dalo potem mnogo možnosti. Mislimo, da je tako tudi prav. Zahvaljujem se vam za vaš čas, za vaše zanimive odgovore, čisto vse, in seveda tudi vam se zahvaljujem za pozornost, kakega vprašanja pa nisem razbrala. Ampak morda bi še kdo iz občinstva kakšno vprašanje. Aha, je. Super. Z veseljem. Jaz mislim, da je knjiga krasna še zaradi enega drugega vidika. Namreč, kot smo rekli, dr. Pleterski, rekli ste v intervjuju na OL 202, da znanost ne zna komunicirati z ljudmi, ki se znanostjo ponavadi ne ukvarjajo. Jaz mislim, da je ta knjiga en korak v to smer, ker enostavno odpira še eno vprašanje, ki je zelo dobro. Tu lahko rečemo Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa, to je stvar okusa, ali kakorkoli že. Stičišče 4 imperijev in mnogo časa še vse. Slabe samozavesti, slabe samopodobe in skozi se ukvarjamo s tem prebrojavanjem krvnih zrnc in tako naprej. Jaz mislim, da ta knjiga odpira eno drugo vprašanje. Ja, slabo slišite? Ja, slabo. Aha. Tu je obupna akustika. Mogoče še glasneje. Ok. Namreč, vprašanje sociologije in masovne psihologije. Kaj se zgodi, ko se nekje pojavi, kjer je recimo družben razpad ali pa družben propad, družbeno predrugačenje, zgodba ali pa beseda o obljubljeni deželi, ki je nekje tam čez. Jaz mislim, da ta knjiga to zelo dobro poudarja. Namreč, vsi smo se ki smo se ukvarjali zgodovino, spraševali, kako lahko Slovani preplavijo. No, ta knjiga se s tem zelo dobro ukvarja, ker se noben ne vpraša o družbenih razmerah. Se pravi, v poznantičnem času je na teh prostorih, ki so recimo vrata v Italijo, vlada relativno, ne bomo rekli rasul, ampak trde življenjske razmere. In ne samo tu, ampak kaj se zgodi, ko v nek vakuum pride neka nova ideja. Ta knjiga, mislim, odpira to vprašanje, se pravi, to vprašanje o krvnih, vrvnih bratih. Se pravi, kaj se zgodi, ko se karte premešajo lahko na novo, brez nekih opetnajstjevanj, hudih nasilij in tako naprej. Jaz mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, ki ga ta knjiga odpira. Jaz se zelo pravičujem, jaz sem komaj kaj razbrala, lahko res je slaba akustika, vem, da imate mikrofon. Morda, če imate kratko vprašanje, za konec zastavite, prosim, vprašanje, malo bolj se zaderite v mikrofon. Jaz tega nisem razumel kot vprašanje, to je bil komentar. To je bil komentar.
ste razumeli? Osnovna poanta je prišla. Ja. Dobro. Ima še kdo morda kako vprašanje? Dobro. V tem primeru pa še enkrat lepa hvala. Jaz sem preživela zelo zanimiv večer. Upam, da tudi vi oziroma vsi mi. Hvala lepa. Ja, hvala vsem, ki ste si upali priti. Tako da kažete potrebno samozavest. Upam, da tudi toleranca. Hvala.